pozdravljeni v novi epizodi Pevkesta. Tokrat je z nami umetnica, asistentka, sveže pečena, doktorica znanosti Petra Brtnik Juhart, naša sodelavka, raziskovalka, konkretno pa kar se tiče umetnosti, si pa glasbenica. Petra, danes bova govorili o glasbi, poučevanju glasbe v šoli, medosebnih odnosih, ki pritičajo tudi temu, in projektu, ki povezuje pediatrijo in glasbo. Dobrodošla, zelo sem vesela, da si se odzvala povabilu. Tako da Ja, pozdravljeni, najlepša hvala za tole častno mesto. Dobro se počutim tule v tvojem okolju, tako da upam, da bova kaj pametnega napletli in dali komu kakšen navdih za nadaljnje delo. odlično. Ti si nekaj precej pametnega že napletla, tako da bova nekaj besed rekli prav o tem. In zdaj jaz bi mogoče izpostavila dve zadevi, ki si jih ti v zadnjem času naredila. Prva je seveda tvoja doktorska dizertacija. Kako je že naslov? Saj jo moram prebrati ta naslov. Orff-Schulwerk kot avtentičen pristop pri glasbenem poučevanju v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Tako da bova rekli nekaj o tvoji doktorski dizertaciji. In pa en izvirni znanstveni članek je nastal tudi iz dela te dizertacije z naslovom Dejavniki glasbenega poučevanja v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vidika učnih strategij, ki je bil objavljen v glasbenem zborniku, glasbeno-pedagoškem zborniku. Ja. Imaš pa zraven še dve soavtorici, ki jih lahko omeniva. Tako, seveda mojo mentorico, mojo drago sodelavko, profesorico doktorico Barbaro Ziherl-Kafol in pa kolegico iz Maribora, to je Petra Povalej-Bržan. Ona je predvsem mi dajala neke vpoglede v kvantitativno raziskovanje. Ta članek je posledica prvega dela doktorske raziskave, v katerem sem želela vprašati učitelje, ki poučujejo glasbeno umetnost v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, to je v 7., 8. in 9. razredu, kaj sploh v teh učilnicah delajo, kaj se pri glasbi zares dogaja. In ta vprašalnik je bil zelo dolg. Mislim, da so potrebovali približno več kot 20 minut, da so ga izpolnili. To sem res hvaležna, da je polovica glasbenih pedagogov to res izdatno naredila, tako da sem res dobila vpogled v dejavnike, ki vplivajo na poučevanje, ker mi smo polni enih stereotipov. Jaz sem, preden sem prišla k nam, torej na pedagoško fakulteto, že 13 let poučevala v osnovni šoli. In v osnovni šoli seveda si potem poln mnenj, ki prerastejo v prepričanja in zrastejo še več v neke stereotipe. Torej, veljala je neka hipoteza in to sem tudi postavila, da pri glasbi prevladuje neavtentično poučevanje. Mogoče je ključno, da povem, kaj je to sploh avtentično poučevanje. Pri glasbi bi se morala dogajati glasba. To vsak najbrž razume kot samoumevno, kaj pa drugega. Torej, glasbo bi pri glasbi morali poslušati, morali bi jo igrati in peti in morali bi jo samostojno ustvarjati. Ampak to se v praksi kar malce obrne naokoli zaradi pomanjkanja časa, nimamo dovolj časa, nimamo dovolj svobode. Mladostniki, predvsem v tej fazi, v tej razvojni stopnji zgodnje adolescence, nimajo interesa, nimajo zanimanja, bi delali nekaj drugega. Skratka, polni smo teh nekih zunanjih in notranjih dejavnikov. In to me je zanimalo, to sem potem zelo vesela bila, da sem bila sprejeta na ta študij, da sem lahko tukaj potem si rekla, dobro, lahko to trdim do neke mere, ampak kaj pa, če to ne drži? Kaj pa, če vendar, recimo ena od hipotez je bila tudi, da so učitelji naklonjeni temu, da so učitelji tisti, ki izbirajo na
te vrste poučevanja. In tu sem vesela, da so se ene stvari so se potrdile, da se v določenih okoliščinah odvija pouk ne skladno z avtentičnim. To pomeni, da je veliko sedenja, sedečega dela, veliko ene analize glasbenih oblik, veliko tega poslušanja brez lastne vpletenosti in seveda zelo malo ustvarjanja. Ustvarjanje, to se je potrdilo, da je ustvarjanja najmanj izmed vseh glasbenih dejavnosti. In to seveda se potem kaže, ne, to se vse posod se kaže, to pomanjkanje ustvarjalnosti in tudi ta zadržanost in učiteljev in učencev in potem kasneje tudi pravzaprav študentov, ki k nam pridejo. In potem je to pravzaprav en krog, ne? Ki se nekako odvija kot ena snežna kepa. Lepo se je to povezalo, namreč, ko sem jaz prišla sem delati doktorski študij, nisem bila tukaj zaposlena. Zdaj pa pravzaprav sem asistentka za glasbo v izobraževanju, kjer ne poučujem študentov razrednega pouka, ne v tako veliki meri. Se predvsem družim z študenti predšolske vzgoje, kar pomeni, da pedagoško se, bi rekli, predvsem osredinjamo na otroke v zgodnjem otroštvu in potem mogoče prvem razredu, ampak delo z mladostniki, ki pa so tukaj v srednji adolescenci ali pa celo podnji adolescenci, je pa pravzaprav isto, kot je bilo v osnovni šoli. Tako da to moje raziskovalno vprašanje pravzaprav še vedno ostaja. Na kak način za mladostniki, ki nimajo predznanja, takšno je dejstvo v 9. razredu, naprimer. V 9. razredu sem jaz prišla delati doktorsko raziskavo na ključno izbrani osnovni šoli, kjer sem odučila vse učne ure, ki so bile takrat predvidene z predmetnikom, to je 32 ur. In ti učenci mene niso poznali in oni niso bili vajeni reševanja problemov pri glasbi, gibalnih aktivnosti pri glasbi, skupinske dinamike. Oni so potem se kar malo upirali temu, ker moji učenci, ki so pa mene bili vajeni takrat, ko sem jaz še poučevala, so pa seveda teh nalog bili vajeni iz nižjih razredov in so potem seveda lahko tukaj zelo napredovali in delali čudovite stvari. In tudi na celi šolski in izvenšolski skupnosti sem jaz imela občutek, da se čuti to. Torej, da se takoj sem zaznala, če je recimo bilo več učencev v pevskih zborih, v ansamblih, pri meni na izbirnih predmetih, se mi je zdelo, da se vsi malo boljše počutimo na šoli. Tako da smo se večkrat zregulirali, otroci se potem seveda pri teh avtentičnih glasbenih dejavnostih, kjer so osebno vpleteni, ne kot nekdo, ki opazuje. Torej, če so osebno vpleteni, se potem tudi čustveno regulirajo, se socialno povezujejo, se morajo prilagajati in potem pridejo na vrsto te strpnost, tudi odsotnost sramu, sram kot zaščita pred tem, da se bom osramotil, torej strah pred sramom. In vse te stvari lahko zelo lepo pri glasbenih dejavnostih skomuniciraš preko dejavnosti in tako naprej. Tako da ima glasba res moč, da vpliva na šolsko ali pa morda celo študijsko okolje. Absolutno. Zdaj, v prvem delu raziskave, kar povzemaš tudi v članku, ki sva ga že omenili, si med drugim ugotovila, kar si zdaj že omenjala, da na poučevanje glasbene umetnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej 7., 8. in 9. razred, vplivajo mnogi dejavniki. Omenjaš med drugim tudi dejavnik motivacije in čustev pri učiteljih. Ja. Kaj bi lahko rekla, pač glede na ugotovitve? Jaz priznam, da je bila morda ta moja hipoteza precej zapleteno zastavljena. Ena hipoteza je bila, da so učitelji naklonjeni. In ko sem jaz potem začela proučevati to naklonjenost, sem se začela spraševati, kako naj pravzaprav jaz vprašam učitelje, čemu so oni naklonjeni, da bodo oni meni dali dejansko odgovor, ki je njihov pravi. Torej, da ne bodo rekli, ja, seveda,
mi vse to delamo, zato ker to želimo delati. Ampak v resnici so rekli, da največ poslušajo glasbo in da seveda sedijo in da kaj tudi zapojejo pri tem. Potem, ko sem jih vprašala, kaj pa bi vi želeli, kaj bi vi delali, če ne bi vas nič pri tem oviralo. Torej, to vprašanje je bilo treba tako malo jih pohvaliti, da dobro delajo, ampak kaj pa bi, če bi vse to šlo stran. In to je bilo neverjetno, je bila sprememba v odgovorih. Oni bi več izvajali, bi preprosto več igrali, več bi peli, več bi se šli teh socialnih iger in vsega tega, če ne bi bilo seveda prostorske stiske. Veliko učiteljev nima inštrumentarija na voljo, nimajo učilnic niti. Na šolah, kjer sem bila, mislim, celo nas je takrat prekinil lockdown, torej ta COVID zaprtje, da smo morali biti potem res zelo statični v eni učilnici ali pa hoditi ven in takrat te avtentične glasbene igre prilagajati tem prostorskim okoliščinam in seveda razdalji in vsemu temu, kar smo seveda reševali. Vedno je vprašanje, kako rešuješ ta problem. Vprašanje distance in igranje na lastna glasbila sem na primer rešila tako, da je vsak otrok imel 2 leseni palici v roki. In mi smo imeli s tem ogromno socialnih iger, ampak so bile pač seveda vmes, je bila takoj distanca, ogromno možnosti za ritmične igre in ogromno možnosti za socialno povezovanje, ampak distanca je bila pa zelo jasna. Tako da se mi zdi, da in čustveno-motivacijski dejavnik smo nekako poimenovali ta sklop dejavnikov, ki to naklonjenost nekako povezuje oziroma označuje. In tukaj se je pokazalo, da so naši glasbeni pedagogi naklonjeni vseživljenjskemu izobraževanju, da se zavedajo, kaj mladostniki potrebujejo, da bi si jim želeli dati to. Ampak glasbeni pedagog pri nas je precej sam. Tudi tukaj je katedra za glasbo majhna skupina, vsaka ima eno svoje polje, težko tukaj dobiš eno tako seveda eno tako skupnost veliko, ene velike aktive, velike kolektive, ki bi seveda skupaj nekaj gradili in na eni taki povprečni osnovni šoli je glasbenik samo eden. In ta mora potem vsak dan stati pri ravnatelju in reči, letos bomo kupili pa en ksilofon, a ga nismo že lani, ja, ampak jih rabimo 10, torej bom jaz 10 let vsak dan tu, ker rabim še en ksilofon. In to je pogosto stvar učitelja, ne stvar sistema, ki bi za to poskrbel in bi rekel, izvoli, tukaj imaš učilnico, vse pogoje, da lahko ti avtentično izvajaš glasbo. Ne, mi smo v matematični učilnici z klopmi in te klopi so še celo pritrjene, recimo, upam, da ne. In skratka je to prepuščeno nekako dobri volji. In seveda čustveno motivaciji temu tudi počutju. Ti nisi vedno fit, da boš premikal klopi in še enkrat učenci se ti pa seveda opirajo. Oni so vedno, sploh v času mladostništva, so seveda vedno malo nasprotju, ker se malo brusijo. Seveda ti moraš biti toliko bolj kompetenten in toliko bolj vedeti, kaj delaš, zato da jih potiskaš v tisto smer, v katero želiš, da se razvijajo. To pomeni, da postajajo samostojni, odgovorni, ustvarjalni in iniciativni posamezniki. Iniciativnost je bila tudi eno izmed raziskovalnih vprašanj. Kako lahko jaz vplivam na iniciativnost učencev, a sploh je to nekaj, kar lahko s čimer lahko manipuliraš, tako kot recimo sociometrija razreda. A je to nekaj, kar lahko jaz pri glasbi izkoristim, ansamble, da zvezdo razreda odstraniš in postaviš otroka, ki je izločen, ki je spregledan, ga postaviš na mesto zvezde. To so neverjetni učinki. Neverjetno lahko narediš, brez da bi učenci to sploh zaznali, da si jim pravzaprav spremenil strukturo. Ja, strukturo. Ja, to je tudi ena takšna umetniška zadeva. Pravzaprav moraš imeti precej občutka
poznati razred, znati čustveno to nekako tudi zmanevrirati, da funkcionira. Ne? Ja. Mislim, predvsem se mi zdi, da je to zavedanje, ki bi ga moral kompetentni učitelj, karkoli dela, nositi v sebi. Da je to, da jaz to imam pred sabo. Torej, razredna skupnost je en tak svet v malem. Ne? Hitro se naredijo ene take državice, meje. In hitro imaš ti to dinamiko, ki imaš potem tudi zunaj, v izvenšolski skupnosti. In če to rečemo, pri glasbi se s tem ne bomo ukvarjali, pri slovenščini se ne bomo, samo še pri razredni uri to dela razrednik, to je premalo. In to je izgubljen čas. Zato, ker to niso dodatne dejavnosti, to ni podaljšek. Pri glasbi, če jaz imam v mislih sociometrijo, ne pomeni to, da porabim več časa, da delam druge stvari. Preprosto sem pozorna na to in sočutna do teh trenutkov v skupinah, seveda, da tem otrokom, ki so izločeni, da jih opazim, da jih detektiram, ne? In da potem jim seveda najdem primerno mesto. In najlepše je pri tem opazovati, kar se je tudi v raziskavi odkrilo, je ta trenutek, ne ta trenutek, ko je izločen otrok naenkrat del skupnosti. Ta moment, kako ga drugi naenkrat vidijo. Ko so oni pisali v refleksijah, pa nisem vedela, da je on tak pa tak. Nisem vedela, da so oni ustvarjeni. Jaz teh skupin nisem poznala čisto nič od prej. Tako da to ni predpogoj, da ti poznaš dobro skupine, ali pa da oni tebe poznajo. Tudi sebe sem izločila. Jaz nisem želela biti dejavnik. To pomeni, da bom jaz sebe gledala, že bi pa jaz bila bolj cool, pa bolj... Skratka, ta moment nisem želela proučevati, niti ocenjevanja nisem želela. To sem izločila, sem rekla, dobro, interes zagotovo je pogojen z ocenami, seveda, ko ti rečeš, da pa ocenjujemo, naenkrat si, kaj pa ocenjujemo. Če pa ti to izločiš, pa naenkrat morajo delati stvari, ker se tako odločijo. In tam v teh okoliščinah opazovati, da pa oni imajo vseeno interes. In to je mene najbolj presenetilo v obeh razredih, to je bilo skoraj 40 učencev, kako je ta interes do pouka takole skakal. To ni nekaj, kar bomo mi stereotipno rekli, mladostniki nimajo interesa. Pa ne, da ga nimajo, oni ga na 5 minut zamenjajo. To je stvar, ta trenutek imam, so potrebe take, ta trenutek so drugačne. In v zvezi z interesom, seveda je isto tukaj. Tukaj pri nas je isto. Interes, tako je fokus, ko so oni v varnem, spodbudnem okolju, ko so v medvrstniško povezani, ko lahko delajo smiselno nalogo, ko rešujejo torej smiselni problem in ko delajo nekaj izvirnega. Ne? In problem v osnovnih šolah je, da je ta izvirnost včasih malo, kot da ne vemo, da so otroci to že 4-krat slišali. Kot da, zdaj danes se bomo pa učili celico in pozabimo, da so se oni že 3 leta nazaj učili in da so jo takrat zelo lepo že naredili in da oni imajo neko predhodno izkušnjo in isto je pri glasbi, se mi zdi, kot da te smiselne in problemske naloge bi lahko bile za mladostnike, tako kot tukaj pri nas za študente, so seveda lahko bolj zahtevne, čeprav so brez izkušenj. Ravno to se povezuje tudi z tem, kar si raziskovala v doktorski dizertaciji, vpliv avtentičnega poučevanja, kar si že omenjala, ne, na medosebne odnose. Zdaj, jaz predlagam, da damo našim poslušalcem oziroma gledalcem povezave do članka in dizertacije še spodaj v opis. Zate pa imam še dve malo, seveda z glasbo tudi povezani vprašanji in precej praktični. V najinem pogovoru pred snemanjem si omenila projekt, v katerega si vključena, kjer gre za povezovanje pediatrije in glasbe. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, to je
to so pa res taki lepi trenutki, ko se zgodi, da si povabljen v takšne interdisciplinarne projekte, kjer je več strokovnjakov, gleda isti problem za svojega vidika. Gre za projekt Glasba v pediatričnem okolju, zdaj da bom točna, Glasba zdravi, vloga glasbe v pediatričnem okolju, tako. Tukaj sodelujemo 3 fakultete Univerze v Ljubljani, Akademija za glasbo, Teološka fakulteta in Pedagoška fakulteta, torej jaz kot mentorica z te fakultete. Potem imamo inštitut Loti Knol, kjer imamo glasbene terapevte certificirane in seveda pediatrična klinika z doktorjem Markom Pokornom in seveda z drugimi sodelavci in študenti. Veliko je študentov v to vključenih. Že v prejšnjem semestru so se dogajale intervencije v pediatričnem okolju, torej prav pediatrične klinike, kjer so študenti Akademije za glasbo v živo izvajali glasbo po oddelkih pediatrične klinike. Za otroke, za njihove starše, to so take kratke intervencije žive glasbe, kjer otrok, recimo, ki je na dializi, ravno takrat lahko posluša glasbo v živo. In ti učinki na blagostanje vseh prisotnih v pediatričnem, tem zdravstvenem okolju, kjer vemo, razumemo, da je veliko tesnobe, veliko enih nerešenih vprašanj, sploh na strani staršev, naprimer. Starš je tisti, ki nekako pomiri otroka, in če ta starš ne more otroka pomiriti, ker je on sam čustveno vznemirjen, mu lahko takšna intervencija pomaga, da se čustveno zregulira, da spet tesnobo mogoče malo pomiri in lahko potem naprej otroku omogoča to varno okolje. In glasba je tukaj zelo učinkovita, glasba ima vplive na blagostanje ljudi, to vsi čutimo, čutimo, da glasbo človek uporablja v namene čustvene regulacije, ne samo zato, da seveda glasbo kognitivno analizira in se na njo spozna, ampak tudi, da dovoli, da glasba na njega učinkuje, torej na več celostno, torej na celo telo. In to je en tak lep projekt, jaz upam, da bomo tudi, predlagam, da tudi damo kakšne povezave, veseli bomo, če nas boste spremljali, to je zdaj še v nekih takih, bi rekli, začetnih. Tukaj bo poleg teh mini interaktivnih glasbenih nastopov za otroke, starše in osebje, se bo izvajala tudi glasbena terapija v podporo. Tako da jaz mislim, da ker glasbena terapija to ni nekaj, kar že mi zmoremo dobiti na recept, in upamo, da bi glasba lahko zdravila, torej da bi dobila to pomembno vlogo v tem zdravstvenem smislu, ki jo že seveda zdravniki oziroma zdravstveno osebje jo že prepoznavajo. Tako kot mi prepoznavamo, ampak ne znamo si še čisto razložiti vseh stvari. Včasih ni potrebno vsega razložiti, ampak že zaradi tega, ker včasih so stvari tako kompleksne, da če nam bi jih kdo želel razložiti, jih niti ne bi morda razumeli, ampak že dejstvo, da kirurgi pogosto poslušajo glasbo, pri svojem delu, kar včasih vidimo tudi v kakšnem filmu, da velik pomen temu. Zdaj pa, glede na to, da si omenjala, kakšen vpliv ima glasba, ko si mi poslala tisti dokumentarni film, katerega povezavo bomo tudi dali v opis, so dejali, da glasba v možganih celo povzroča ognjemet, ko gre za te nevrotransmiterje in tako dalje. Kaj bi še mogoče lahko rekli na tem področju, kakšen pomen ima morda to za otroke, šolske, predšolske in tudi za nas? Ja, mi glasbo v šolskem in študijskem, v našem prostoru vidimo kot predmet, študijski predmet ali pa šolski predmet. To je predmet celo v vrtcu, ga
zaznavamo kot predmet, ki je del nekega področja umetnosti in ta je na vrsti na urniku v sredo ob 10. In je glasbo razumeti kot predmet, veliko izgubiš spet. Izgubiš vse te priložnosti, ko bi lahko glasba učinkovala in imela svoj vpliv na vse ostalo, torej na vse, kar delamo. Zato, ker glasba človeku istočasno, torej v istem trenutku se aktivira več centrov v možganih. Super je tudi tale članek, sem se prav izpisala doktorja Zvezdana Pirtoška, mogoče se ga tudi pripne, Nevroznanost in umetnost, kako glasba učinkuje na možgane. Tukaj on lepo ponazori, da se 5 velikih sistemov glasbo dotakne v možganih. Senzoričnega, motoričnega, kognitivnega, limbičnega in avtonomnega sistema. To je pa tisti sistem, ki nam, tako on napiše, v katerem nam razbija srce, žleze se znojijo, ob poslušanju glasbe se nam lahko pojavi kurja pot. To vsi nekako vemo, da je. Ampak potem v pedagoškem smislu se pa to kar malo da spet, bomo imeli kurjo polt v sredo ob 10, ko je na urniku glasba. Ali pa se glasba razume kot dodatek. Jaz ker malo sem že malo nadležna na oddelku za predšolsko vzgojo, ker kar naprej težim, dajmo se povezovati. In mene je zadnjič prešinilo, sem pravo eno malo razsvetljenje doživela, zakaj mene ljudje tako malo zabodeno gledajo, ko jaz govorim o tem, da je povezovanje meni tako nekako samoumevno. Seveda, glasba ne obstaja sama, drugi predmeti pa lahko obstajajo brez glasbe. Torej, jaz si glasbe ne znam predstavljati brez celega telesa. Torej, ko jaz poslušam, gre to čez celo telo. Ko se jaz gibam v glasbi, gre to skozi celo telo. Ko jaz pojem, imam jezik, imam matematiko, imam vzorčenje, imam ogromno enih, mislim, da se o drugih področjih, naprimer, ali pa predmetih ne pogovarjam. Pri meni se vse pomeni pri glasbi, pri glasbenih dejavnostih, se vse to zgodi, ampak istočasno. In jaz se istočasno čez vse nekako imam občutek, da se glasba čez vse prelije, kot ena taka glazura. In jaz tukaj si ne znam predstavljati, da bi glasba kar sama zase obstajala. Torej, da ne bi se povezala z jezikom, da ne bi bilo vzorcev, logike, vseh teh struktur, ki so tudi v matematiki, seveda morajo biti, da ne bi bilo vsega tega štetja, preštevanja, raznolikosti, ustvarjalnost. Potem brez likovnih podlag, brez likovnih spodbud si niti doktorske raziskave nisem zamislila. Smo ogromno imeli tega kiparjenje ob glasbi z ljudmi. Torej, kako res ogromno možnosti, ampak res pa je, da jaz na tej strani z glasbo vedno se na nekaj oprem, zato da je moji skupini lažje se motivirati, se potiskati proti razvoju glasbe, proti razvoju veščin, spretnosti, znanj, ki so z glasbo povezane. In seveda jim je lažje, zdajle smo recimo z drugim letnikom predšolske, ko mi delamo dejavnosti v vrtcu, sem rekla vzgojiteljicam, to je res tak lep primer, sem rekla vzgojiteljicam, kaj boste delali novembra? Ja, dajte vi eno pesem pet o zimi. Pa sem rekla, kakšno pesem želite, da pojemo? Ja, dajte Snežaka se naučite. Pa sem rekla, jaz ne želim, da otroci 45 minut, kolikor bodo z otroki, se učijo pesem Snežak. Nam date vi še kakšno, dajte nam kakšno temo, kaj boste vi pa delali pri drugih predmetih in področjih. Ja, ne, to pa ne bo šlo. Pa rečem, kaj ne bo šlo? Ja, mi imamo liki in telesa. 3 leta stari otroci. Liki in telesa, matematika, cel november bomo mi delali like in telesa. Super! To je vse, kar potrebujem. Super!
In smo potem študenti delali, smo naredili pesem o likih in telesih, smo gibalno ustvarjali ob glasbi, študentke so snemale, pa na citre igrali tiste pesem, pa skratka nastale so nove vsebine, otroci so pa ves čas glasbe tekali pa označevali te like in te trikotnike in kroge in ves čas pravzaprav poglabljali to matematično znanje. Nam je pa bilo, a se mi učimo o likih in telesih, ali se učimo o nekih drugih pesmicah, ne? Torej, zakaj bi se otroci morali nujno učiti pesem o snežaku, če je zima, seveda se jo lahko, ne, super, ampak lahko pa se učijo seveda tudi kaj drugega, ne? Ali pa v povezavi s snežakom spoznavajo druga področja. Skratka, na tak način je vse skupaj bolj smiselno in tudi študentom lažje se zaposlijo, lažje najdejo naloge in tako naprej. Skratka, so bolj aktivni potem v razmišljanju in tukaj se mi zdi, da potem zelo pridobimo, ne, na študentih, na tej njihovi razširjenosti, bolj se jim odpira obzorje in to sem prepričana, da se lahko prenaša iz ene predavalnice v drugo. Absolutno. In ravno to je tudi namen teh naših druženj, da spoznamo delo drug drugega, raziskovanje drug drugega. In tudi jaz vidim, mislim, da vsi pravzaprav vidimo velik potencial in zelo veliko kvaliteto v tem medpredmetnem oziroma medpodročnem povezovanju, ker pravzaprav lahko vse povsod najdemo neka stičišča. Ali pa medosebnem, ne. Preprosto se moraš ujeti z osebo, pa boste sigurno nekaj ušpičila skupaj. Točno to. In jaz verjamem, da bomo še kaj pametnega ušpičili skupaj. Jaz se ti pa, Petra, res iskreno zahvaljujem, da si bila naša gostja in še kdaj pa želim ti predvsem veliko ustvarjalnosti in raziskovalne vneme še naprej. Najlepša hvala za zaupanje in za poglobljena vprašanja. Gremo naprej raziskovati. In še kaj ušpičimo skupaj. Tako.